Kje je pa kakšna dela? Tam je ena ograja, pa lahko ograjo dol dama, pa namesto mize. Žigo sva se drugače spoznala v restavraciji Kuča. Kaj pa je to? Dobro vprašanje, boste pogooglali. In oba furada kuhava v naravi in se tako in drugače povezujeva z naravo, tako da sva prišla na to idejo že lani, da bi medva nekaj skuhala od zone, pa je bilo polno enih zapletov, da nisva tega realizirala. In letos je ta čas beži, nič ne reče. Tu. Bi ti še kaj povedal o kuhanju v naravi ali pa o picah nasploh? Bomo rajši pustili, da bo hrana govorila. Da bo hrana govorila. Je pica tvoja najljubša hrana? Skoraj. Ove je. Ne vem, nisem še ugotovil. Nisi še. Še vedno pustim nek prostor, ki je tistih zadnjih 10%. Drugače pa ja, na 99% je zdravim kruha. No, super. Ja. Bo Žiga zdaj še povedal, sem idejno osnovo, kakšne pice bova delala? Ja, v bistvu delali bomo zdaj iz tega, kaj v bistvu imamo trenutno na razpolago. Poiskali bomo v naravi, tako smo rekli, če bomo v naravi kuhali, poiščemo v naravi v bistvu, kaj bomo najdli. Torej, rabimo neki okusi, dobri okusi, svežino, pa barve. Pa da bo jesensko. Jesensko, ja. Liste ne bomo vrgli. Klemen, se zna zgodi, bo kakšen liste gor vrgel. Ja, dej, greva se kar lotiti pol. Ja, najboljši. Kaj je to za ena goba? To mislim, da je kraljevi ostrigat. Reč? To je za jest. To gre domov z nama, mislim domov. Živijo, sem Klemen in danes bi vam rad predstavil mojo storitev in to je posedanje po travniku. Glej, to so pa še taki. Ja, pa ti vse poznaš. Mi daš nož? Dej kar z roko. To pa bo zdaj. Tu bodo pa take pice. Saj pa moje imava dost. Zdaj gob. Kaj pa tu? Ja, te pa zraven drekcev od kavic rastejo. Nore gobe? Nore gobe. Tudi v redu. Imamo testo? Ja. Ja, kje pa je? Jaz sem testo vedno s sabo. Žigo sva se lotila priprave. Ker sva začutila v ozračju, da je dan popoln za pripravo bele pice, sva kislo smetano posolila in jo kasneje še dodatno obogatila. Pod urnimi rokami so se pripravljale tudi druge sestavine. Mozzarella se je naribala. Excuse me, sir. Can I have some cheese? I haven't eaten all day. Nasekljali smo drobnak, ki je, če dobro pomislimo, fancy mlada čebula. Špinača je šla v kopel soli in olivnega olja. In drevesni česen je bil obran. Ej, Piknik, veš, da take gobe sploh ne rastejo na travnikih? Tu nam je Miha iz Fungalista prinesel. Pa smo se mi malo zlagali, veš. Ja. What? Pohecali smo se. Mislim, da je pečeno.
pravilno. Tule bi znalo biti, ne, pa diši ful. Ker sva fancy, sva v prej omenjeno belo omako dodala še pečen česen. Torej, zdaj bom jaz tu trgala. Če ne bo šlo, bom pa narezala. In probajmo. Daj spi malo, da ne samo delala. Kombuča. Kako se vam zdi? Občinstvo. Zelo lepo. Imaš moja. Še enkrat bi rekel da. Greš lahko v naslednji krog. Pri prvi pici sva najprej karamelizirala čebulo in kraljeve ostrigarje z rožmarinom na olivnem olju. Na koncu pa zaključila z malo masla. Žiga, iskreno, bi jaz rada, da mi ti to pokažeš, ker ne vem, če znam jaz prav testu za pico razvleči. Aha. V bistvu nič ni tako zapletenega, ne? Pravimo en dober hlebček. Ja. In v bistvu si takle nastavimo en rob, ki ga želimo, ne? Si takle še obrnemo. Vedno potem obrnemo nazaj, zaradi tega, da je zgornji del hlebčka vedno skoraj, takrat dobimo lep rob. In potem, ko imamo nastavljeno, tele ponovčko da, ko imamo tole nastavljeno, malo poprimemo, damo tukaj je moka in v bistvu raztegnemo v malo večji hlebček, ne? Več tehnik obstaja, ena je ta, ena je tale, raztegujemo, ko je dovolj raztegnjen, zdaj že imamo, ga bomo v bistvu namazala in ti potem še na loparju malo raztegnemo. Ok, pa jaz pa zdaj kar nadevam. Ja. Torej, jaz sem si svojo pico zamislila to, da ima isto belo podlagico. Ne smem preveč tega, ne? Ravno prav. Je to ravno prav? Ja. Četrsti siro, ne? Ali to bo prej? A ja, ser valjda naprej. Kje pa imam? Kar tule dan? Ja. Ga lepo enakomerno razporedimo, ne preveč, ne premalo. Kaj je ne preveč, ne premalo, ko pride do Tukaj je ravno prav. Tukaj je ravno prav? Ja. Jaz te gledam, da imaš vedno v bistvu malo zraka vmes, da nimaš teh velikih kupčkov, ne? Ti bi dal še? Malo še čisto in pol bo dovolj. Iskreno, ne? Jaz bi dala še ful. Ja. Mi ne smemo dati ful, ker imamo zdaj tu visoko temperaturo, odvisno kako temperaturo imaš v pečici, ne? Zdaj dam jaz tole gobice za čebulico. To imamo v bistvu mešanico, ne? Čebule in kraljevih ostrigarjev. Veš po mojem kul, ne? Je dost? Ja. Zdaj bomo pa spet isto dali na lopar. Bova dala, je rekel. Clearly I am helping. Ma premočno vsekam. Ja, ampak ti vmes govoriš. Ja. Za finiš pa še malo sveže natovčenih orehov. Pa če sem razmišljala, kvače bi se medva predstavila v tem videu, ne? Ok. Da bi ti kaj povedal vseb. Mislim, tebe itak poznajo, mene pa po mojem tudi. Kaj naj sploh povem sebi? Je tako, da poveš, da pač delaš iz testa, da si postavil že ful enih pizzerij, pa pekarn v Sloveniji, da si bil hipi včasih, pa živel v kombiju. Pač take stvari. Že te folk zanima? Ja. Ne? Ne. No, moče drugič. Ja, dobro, da gremo pa to pizzo. Ja. Še taki damo stebla stran. Ponavadi malo trše. Med peko je Žiga pripravil nadev za drugo pico iz 2 vrst gob, šitak in topolovk. Nekaj časa pražijo, dodamo še maslo. Evo. To je spečeno. Dobre, malo se bomo solili.
Pa kot prava pehta oziroma bedanc je Žiga nabral še malo rmana. Druga pica se je začela z belo omako, nadaljevala z mozzarelo in marinirano špinačo ter končala z gobicami. Na eni točki smo z ekipo prišli do vrhunske ideje. Dodajmo še en jajček na uš. Ups. Če bi tudi vi radi nabirali gobe, tako kot smo jih danes z Žigo, potem imam eno veselo novico za vas. Namreč Miha iz Fungalista je pripravil nagradno igro v tem videu in sicer podarja se en Grow Box, mislim, da sem prav rekla, kjer lahko gobe vzgojiš sam v svojem stanovanju. Vse, kar rabiš narediti, je, da spodaj v komentar napišeš, kaj ti najraje pripravljaš iz gob. In srečni izbranec oziroma izbranka bo nagrajen. Več informacij o nagradni igri pa najdeš spodaj v komentarjih. Prav tako povezavo do Fungalistove spletne strani, kjer lahko ta Grow Kit za gobe tudi kupiš in mogoče podariš komu za darilo. Ali pa sebi. Evo, Žigo sva pripeljala do konca najino peko, pico v naravi. Kako ti je bilo? Super. Ja? Ja, v bistvu narava, dobra hrana, dobri ljudje. Pa res dobre gobe tle rastejo, ne? Rastejo? Če vam je bil video cool, napišite spodaj komentar, ker razmišljava že o novem, ker nama je kuhanja v naravi res toliko cool. To je to, imaš ti kakšno zaključno sporočilo za javnost? V bistvu ne. Imejte se fajn, dobro hrano jeste. To je to. In če imate kakšno vprašanje glede peke pic ali pa testa nasploh, lahko tudi napišite spodaj in bo Žiga z veseljem odgovoril. Lepo se imejte!